pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela zadnja tekma 35. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Žaku se bosta udarila domači Bravo in Mura. Tekma pa bo zelo pomembna za ene in druge, sploh zdaj, ko so Koprčani izgubili na stadionu z Dežele. Na gostovanju pri aktualnih prvakih so tako Bravaši kot tudi Sobočani zavohali kri in priložnost. Do žoge pa Jakoslav Stanković. Stanković, dober prodor Stankovića, ki strelja. Kajci po dobro v bloku. Dober je v igri 1-1 Jakoslav Stanković. Premik naprej, Proleta na desno, kjer je Trontelj. Trontelj otrese vse Kavčiča, Trontelj proti Proleti, dobra kombinacija, Proleta pred vrata, žoga se odbila do Trontlja. Dober strel, to da brani Orbanič. Iz odbitka je poizkušal Klemen Pucko. Po zelo dolgem času bi lahko Pucko prišel do zadetka v prvi ligi. Zdaj neka hitenja pri Muri, ampak Bravo ni dočakal priložnosti za to, da bi stekel proti napadu, pa napaka Kaci, po ta žogo mu je ukradel Jakoslav Stanković. Jakoslav Stanković, dobra poda, priložnost za Bravo. To, da v zadnjem hipu so posredovali Sobočani. Neprevidnost v soboški obrambi, Milan Tučić je skušal priti do strela. Premika naprej Mura vendarle ni ustvarila. Cipot. Dobro Cipot, Trontelj do žoge, prekratek je bil Kavčič. Trontelj pred vrata in gol! Gol za Muro, Robert Čakš. Sobočani vodijo z 1-0, 51. minuta srečanja, kakšna napaka v obrambi Brava. Matija Kavčič je povsem napačno ocenil let žoge. Trontelj je na to potegnil proti kazanskemu prostoru, poiskal Roberta Čakša in ta je prišel do 5. zadetka v prvi slovenski nogometni ligi. V skoku Antolin. Nuhanović, krasna podaja Maroša, Maroša brani Orbanič. Kakšna obramba Orbaniča, ki Bravo ohranja pri življenju. V tej sezoni, ampak pri zadetku Mure je storil veliko napako. Vratnica Brava, pa še Pečar. Priložnost za Šiškarje, Tučić peto, Boris Trdin. Kaotična zmeda pred vrati Klemna Mihelaka, ampak Sobočani so ušli izpod giljotine. Znova obdobje nekoliko manjše napetosti sicer na Žaku, že dolgo nismo videli kakšne priložnosti, pa kakšen strel zdaj Trdina. Preizkusil je pripravljenost Klemna Mihelaka, toda izkazal se je Murin vratar. Nemanja Jakšić, Jakšić v kazenski prostor, priložnost za Bravo, ni še konec. Igro z roko zahtevajo Ljubljančani. Le to, da bi potem lahko Bravo iztržil remi. Če bi Koper izgubil, bi to bilo dovolj za Bravo, pa tu je izenačenje. Izenačenje Šiškarjev 1-1. Še tekla 89. minuta in zdaj dobivamo pravo dramo v športnem parku Šiška. Rok Maher do svojega prvega zadetka v letošnji sezoni. Nogomet v prvinski lepoti danes na Žaku, to je kaj Cipot. Cipot do strela. Skušal je prebuditi napadalca v sebi, ampak ni mu uspelo in v tem trenutku je Denis Halilović
odpiskal konec tekme. Aleš Arnold, slovo Džaka, remi proti Muri 1-1. V prvem polčasu ste bili morda nekoliko konkretnejši, v drugem polčasu pa smo videli sicer oba zadetka, ampak predvsem zaključek je bil s strani Brava precej konkretnejši. Ja, jaz se tukaj morda ne bi strinjal. Mi smo sprožili 20 strelov na okvir in mislim, da v bistvu smo skozi celotno tekmo bili boljši nasprotnik. Da je Mura imela danes malo manj energije, mi smo to izkoristili, sicer smo bili primorani kontinuirano napadati, ampak ustvarili več kot dovolj, da zabijemo dvakrat. Tudi Mura, moram poudariti, da v bistvu kljub temu, da ni imela veliko situacij, ampak tiste, v katere je prihajale, pa so bile konkretne, so bile navarne, tako da na koncu, po nekem občutku po tekmi, da je Mura dosegla gol, to še lahko sprejmem, ampak da pa mi nismo zabili drugega po tolikih situacijah, praktično v 5-metrskem prostoru nastrelali pa zadel vratni stičišče in tako naprej, smo bili izredno blizu. Na koncu nas je še res kratek dodatek, glede na počasno igro v bistvu nam ni pomagal, ampak razočaran ne moram biti niti slučajno s predstavo, ker mislim, da smo bili kljub vsemu bistveno bolj dominantni, sem pa žalosten zaradi rezultata, ker bi si zaslužil zmagati tekmo. Seveda bo sedaj veliko težje oziroma bo treba tudi na zadnji tekmi iskati priložnost za Evropo, je pa to nasprotnik mestni tekmec, ki samo prav tako gre za lestvico. Kako pravzaprav pripraviti ekipo na zadnjo tekmo v sezoni? Ja, zdaj, ko si zadolžen za vodenje, se najprej v bistvu je potrebno narediti natančno analizo in ko se zadnji krog, ko smo tako blizu Evropi ali pa mesto, ki bi lahko vodil Evropo, potem lahko rečem, da sem ponosen na fante, absolutno, ker to je za Bravo velik uspeh, nabrati takšno število točk, biti tako blizu izkupičku, ki bi lahko eventualno, če se vse odpelje v Evropo, tako da dejstvo pa je, da je izredno težko gostovanje, izredno kvalitetna ekipa in bo težak izziv, ampak ni se zaključilo, dokler se ne odigra še zadnjih 90 minut. Samo tole še, kakšno je stanje z Matejem Poplatnikom v 30 minuti, je bilo videti kar hudo z njegovim kolenom. Kako je zdaj? Imate kakšne informacije? Ja, po prvih informacijah ni tako hudo, ampak kljub vsemu je prišlo do neke poškodbe, tako da bomo jutri po natančnem pregledu, po magnetni resonanci bomo dobili odgovore. Tonči Žlogar, takole tekma proti Bravu, neodločen izid, velik del tekme ste vodili, tudi trpeli ste v drugem polčasu, ko je imel nasprotnik precej priložnosti, na koncu pa 1-1. Ste zadovoljni glede na potek tekme z rezultatom? Ne, z rezultatom nisem zadovoljen. Tekma je bila mogoče prvi polčas z naše strani slabše odigrana v fazi napada, ampak nismo sploh dopustili Bravo, da bi si nekaj resnejšo priložnost preigral. Na drugi polčas smo dobro vstopili v tekmo, dosegli zadetek, imeli takoj še priložnost, da tekmo v bistvu končamo. Nismo dosegli zadetka, potem je Bravo stopnjeval ritem, imel je nekaj priložnosti in na koncu izenačil. Škoda je, ker je bila lepa priložnost, da pač tekmo zmagamo. Na koncu je bilo kar zanimivo, kar dinamično v zadnjih 10 minutah tekme, tako z ene kot z druge strani. Kako ste zadovoljni z odzivom vaših igralcev? Dobro, fanti so dali vse od sebe, sigurno sezona že taka kot cela imela kar nekaj slabih trenutkov. Mi smo, zdaj se mi zdi, spet prišli v neko priložnost, da bi ostali do konca živi za to 4. mesto. Do tega nam je manjkalo še 3-4 minute. Tako da škoda, ampak jaz fantom nimam kaj zameriti in upamo, da bo naslednja sezona boljša. Ampak še vseeno, če se poklopijo vsi rezultati, mislim, da še lahko upate na 4. mesto. Ne moremo. Mi ne moremo več biti 4. Mi bomo končali sezono kot 6. Tako da to je to. Na koncu smo v bistvu se nekako konsolidirali, zdaj smo 5 tekem, 2 zmage, 3 neodločene. Torej nek pozitiven niz, ampak za kaj več bi morala biti še kakšna zmaga več. Jan Gorenc, zagotovo ste želeli 3 točke pred tole tekmo, ki je veliko prinašala, na koncu 1 točka, ampak v drugem polčasu ste imeli zares ogromno priložnosti, ampak nekako sreča ni želela oziroma žoga ni hotela gol. Kako ste vi videli tekmo?
Ja, definitivno smo si želeli 3 točke, da ostane tukaj na Žaku. Mislim, da smo skozi celotno tekmo si ustvarili res veliko priložnosti, katere bi morali bolje izkoristiti. Že v prvem polčasu mogoče, da povedemo, na to smo v bistvu iz njihove, prve, druge situacije so zadeli gol. Pol pa ja, napadali smo cel drugi polčas, spet smo si ustvarili veliko priložnosti, nismo zadeli do konca, tako da na koncu moramo biti zadovoljni z 1 točko, pa se pripraviti na naslednjo tekmo proti Olimpiji. V zadnjih 5-7 minutah je bilo kar hektično, tako z ene kot z druge strani. Kako ste doživeli ta zaključek tele tekme? Pa mislim, mi nismo imeli kaj zdaj na koncu izgubiti, tako da smo se res osredotočili samo na napad, bolj kot ne. Tako da ja, zadeli smo, ampak mislim, da na naslednji tekmi, da moramo izkoristiti takšne priložnosti. Albin Kurtović, iskrene čestitke, lahko rečem, za točko. V drugem polčasu ste proti Bravo kar precej trpeli, vaš vratar je obranil kar nekaj strelov, ampak na koncu odhajate verjetno zadovoljni z Žaka z 1 točko. Pa mislim, ne bi rekel, no, prišli smo po 3 točke, osvojili smo samo 1, to nam ni bilo dovolj, hodili smo 3, ampak ja, na koncu to je fuzbal, na koncu ga dobiš. Bravo je dober pritisnil, mi smo se pač, branili smo rezultat, tekma nam je dosti nosila, ampak ja, moramo iti naprej, še zadnjo tekmo odigrati in to je to. Danes je zadnja tekma na Žaku, vi ste kot mlad igralec tukaj preživeli precej časa, lahko rečemo pol življenja kot igralec Brava. Kako se vi spominjate morda teh dni, ko ste igrali še kot igralec Brava na Žaku? Pa mislim, to so bila najlepša leta mojega otroštva, vse skupaj, ko sem bil tukaj. Tako da ja, ta stadion je potreben prenove, tako da jaz mislim in upam, da se bo to zgodilo čim prej in da bo Šiška dobila še en prelep stadion. Še tole, kot ste omenili, zadnja tekma, še vedno ste živi za Evropo, verjetno bo tista tekma proti Rogaški na nož, ne? Ja, mislim, vse to pravim, zato smo pa tudi prišli samo po 3 pike, ampak ok, osvojili smo 1, nismo izgubili, pika je pika, tako da zdaj bomo pa videli, zadnjo tekmo bomo šli na zmago, bomo videli, kaj nas to pripelje.